Pred kakšnim tednom sva šla na smučanje, tako v bistvu spontano sva se odločila ženo in so se v avtu dobre stvari zmenila, tako da v bistvu bi dan potem zelo lep. Vedno, ko nekam greva, v bistvu, otroci zaspijo, mi da pa se lahko malo več pogovoriva o odprtih zadevah. Pač tisto, kar bi se želel pogovoriti, ker ne moreš tekom tega, ker so otroci zraven, ker je pač džumbo. Če hočeš nekoga imeti en čas na nekem mestu in je to tam in ne more nikamor iti, ga lahko tudi kakšno stvar vprašaš ali pa se on mogoče tudi daj kaj odpre. Če hočeš kakšno tako pomembno temo načeti, pa te skrbi, da sogovornik ne bo ravno z veseljem sodeloval v nekem sporu ali pa v pogovoru, je fajn, če se zapreš v avto, ne? Ali pa če se odpeljaš nekam dol, zaradi tega, ker veš, da nekako bo prisiljen s tabo govoriti o neki stvari. Ne? Sopotnik ne more nikamor pobegniti, v bistvu sta obsojena en na drugega. V avtu ne moramo vsi biti na tablicah pa na računalnikih in enostavno, če ne drugega, pač moramo pred sabo gledati, pa imamo neko tisto svojo minuto, da se lahko v miru pogovorimo. Naprimer, kaj se pogovorite? O prihodnosti, kaj sledi, za ne vem, prihaja drugi družinski član. Imamo skupno podjetje in že tam neke rešitve najdeva na poti do enega cilja, kaj in kako, ne. Pa v bistvu imamo čas, da se lahko pogovarjava, ne. Je zaprt prostor, pa pač dosti blizu si, pa pač ponavadi se pelješ z ljudmi, ki ti kaj pomenijo, a ne. Ali pa tudi, če si s tujci, imaš dosti dobre pogovore. Če si nekam šel z avtom, si vedno vedel, da se bo nekaj zanimivega zgodilo, ne? Pa da bo fajn, pa da bo pestro, pa da prihajamo recimo nekim presenečenjem nasproti. Sigurno je avto en intimen prostor, ker že družina gre na dopust in se že na poti nekaj dogaja. Mi imamo eno to srečo v avtu, da imamo vedno gužvo. Mi vedno naletimo na gužvo. Pravljice smo poslušali, malo smo prepevali, malo smo se prepirali. Včasih z družino prepevamo, če imamo kakšnega dobrega DJ-ja, moja hči recimo. Moj prvi avto je bil Katrca, jaz sem imel band, jaz smo kontrabas in smo se s klavirjem električnim in violino, pečevalnikom vsi noč zaprli, poslušali muziko in hodili po Sloveniji in igrali. Tako da v bistvu je tudi neke vrste prijetno orodje za doseganje ciljev. Imate morda kakšen dober spomin na avtomobil? Ja, seks v avto, no. No, tega ne bi razlagal, ampak intimne zgodbice v avtomobilu so zelo intimne in doživete. Ne? Moja žena me je prišla iskat in me peljala v kino z avtom. To je bilo meni doživetje, res. Zakaj? Zato, ker sem lahko gledal, kako je lepa. Zaprosil me ravno ni. O tem ne bi, ne, tukaj moja žena. Spomni se, ko sem njo peljal na zmenek, ne, tudi to je bilo zelo doživeto in intimno. Tam mora biti tudi atmosfera in dostikrat se da to narediti. Se moraš kam zapeljati, kakšen lep sončni zahod v ozadju, potem pride samo po sebi. Ni pa avto samo priložnost za romantiko ali, kot smo slišali od enega od naših anketirancev, tudi za kaj več, kaj bolj intimnega, ampak tudi za recimo druženje s prijatelji, celo band, posel, kakšne nove ideje. Družina, prijatelje. Prav zanimivo je, kako imamo vsi kakšen lep, prijeten spomin na potovanje z avtom in s prijetno družbo, ne bo dvoje ali več, in kako se je potovanje zdelo kratko takrat, ko je bila družba dobra in kako se je vleklo takrat, ko ni in kako si želimo včasih kar, da so kolone še daljše, če je družba dobra. A med vožnjo pa ima tudi tišina lahko prav posebne terapevtske učinke. Ponavadi smo v avtu zato, ker imamo otroka bolj na tiho, da počivaš, da razmišljaš, da imaš 5 minut za sebe. Tako zato me za avto veže na tišino in na mir. Če kam dlje, potem največkrat družina spi, jaz pa sem v debati sam s seboj, pa se zelo dobro počutim. V bistvu mi je neke vrste oaza, ki lahko pobegnem, jaz se noč zaklenem in poslušam muziko. Drugje nikjer ne morem, mislim, da res uživam v tem. V avtomobilnosti sicer nikoli ne pozabimo na varnostni vidik. In pogovor sopotnikov med vožnjo ima lahko zelo pozitivne prometno-varnostne učinke. Kadar so sopotniki pri volji, zelo rad tudi poklepetam in to me potem razvedri, da lahko dosti bolj sproščeno in manj utrujeno vozim. Pa vendar v avtobusih ne bi pisalo ne pogovarjajte se z voznikom, če za to ne bi bilo tehtne podlage.
Običajno takrat, ko vozim. Tiste resne debate so mi kar problematične v avtu, zaradi tega, ker hočem razmišljati o tem, kje se peljem. Če jaz vozim, se moraš biti skoncentriran, oziroma nekdo mora voziti in pa tudi dialog mogoče ne teče tako gladko, kot bi v neki drugi situaciji, ki bi se lahko na štiri oči pogovoril tako, brez nekih motenj. Je pa tako, ne? Ko si zjutraj voziš službo, do nekih zaključkov ne moreš priti, tako da najboljše takrat ne načenjati kakšnih težkih tem, ne? Ker jih ne moreš končati in potem se lahko konča to v kakšnem pripirčku. Seveda sem se skregal, zato pa imam izkušnje, ne? Kaj se lahko kdaj načne, kaj pa ne. Je pa avto oziroma avtomobilska kabina idealen prostor, da spoznamo svojega partnerja, svojo družbo oziroma s komerkoli se pač v tistem trenutku vozimo. Saj veste, v življenju te v nekem trenutku začnejo stvari motiti. Kako nekdo zlaga stvari v hladilnik, kako za sabo pospravlja v kopalnici, kako maže med na kos kruha oziroma kako ne ločuje odpadkov. Ali preveč ločuje odpadke. Ampak, če gremo še en korak prej, preden se še ne poznata tako dobro. Avto in predvsem vožnja lahko še posebej sovozniku veliko pove tudi o karakterju tistega, ki ga vozi. Če je med vožnjo agresiven, če trobi, če komentira vožnjo vseh ostalih, če med bočnim parkiranjem preklinja. Vse to nam nekaj pove o tistem, ki nas je prvič peljal na zmenek. In s kakšnim avtomobilom se pripelje? To pa mogoče več pove o tistem, ki ima visoka pričakovanja. Ne, jaz sem mislil o tem, kako čistim. To pa že pove več. Negovan čist avto, preveč negovan, preveč čist avto. Pa tudi daje napačne signale. Kako pa je z ekološko osveščenostjo? Torej, je avtomobil neke vrste intimen prostor in priložnost za pogovor? Ja, definitivno. Tam si mogoče ravno, ko imaš družino, še to bolj vidiš kot pa prej, ko si mogoče bil še sam, pa si imel doma več časa, tako da ja. Je avtomobil nek prostor, ki je morda postal bolj intimnejši kot hiša? Ja, je. Torej, nas avto povezuje? Da, avto nas povezuje.